Ministrstvo za šolstvo je določilo, da devetošolci osnovne šole Karla Destovnika Kajuha kot tretji predmet letos pišejo nacionalno preverjanje znanja iz kemije. Pričakujem, da bo kar dobro, zdaj, ko mi gre kar v redu kemija. Ja, malo sem živčna, malo sem pogledala stare zvezke, pa malo sem si prebrala snov v učbeniku, pa tudi v šoli smo ponavljali. Šestošolci so ta dan pisali preizkus znanja tujega jezika, za devetošolce pa je bil to zadnji od 3 letošnjih NPZ-jev. Po slovenščini in matematiki so tako strnili še vtise o preizkusu in svojem znanju kemije. Nisem znal začunati od tistega masnega števila, tistega nisem znal začunati, drugo mi je pa šlo. Slovenščino sem pričakovala, da mi bo šla slabš, v bistvu mi je pa šla še kar v redu. Pa v bistvu niso bili tako težki, pričakovala sem, da bojo malo težji. Rezultati NPZ-jev bodo šoli, staršem in učencem povedali, na kateri stopnji je njihovo znanje v primerjavi z znanjem vrstnikov z iste šole in državnim povprečjem. A ker ne bodo vplivali na stanje v redovalnici in v veliki večini tudi ne na vpis v srednjo šolo, za naše sogovornike nacionalno preverjanje znanja ne pomeni velikega stresa. Vpisala sem se na ŠCP, to je Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacijo. V bistvu točke iz NPZ se mi ne štejejo, zaradi tega, ker je dovolj prostih mest še. Sam pač, da ponovim, preden stopim pač čez vrata srednje šole, da ponovim snov 7., 8., pa 9. razreda. Te najbolj pomembne predmete, ki jih bomo rabili tudi v srednji šoli. Ne zdijo se mi glih tako neki pomembni NPZ-ji, če se že ne štejejo ne za srednjo šolo, pa za ocene tudi ne. Ni mi pač vseeno, kakšen rezultat je pri kemiji, zaradi tega, ker bi rad naredil vtis na učiteljico. Z rezultati nacionalnega preverjanja znanja bodo devetošolci seznanjeni 29. maja, šestošolci pa 5. junija.